Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, pa smo dočakali Tinkaro Kovač, lep pozdrav. Lep pozdrav. Kaj praviš, Maribor in jutranja ura, kaj je to zate, recimo, dodaten izziv ali recimo neka sveža izkušnja? O ne, sveža zagotovo ne. Maribor je tisto prizorišče, kamor se vračam mogoče celo najpogosteje v svoji karieri, to pomeni že skoraj 30 let in na statistiki na Facebooku je tukaj največ mojih poslušalcev in spremljevalcev, tako da Maribor je takoj za Koprom, no. Dobro, vse tudi Primorska Štajerska naveza od nekdaj seveda znana in kompatibilna. Mi smo seveda vse slovenski, tako da nas bojo videli in slišali kot vsak dan po vsej Sloveniji, ampak vendarle, če nekako takole začneva. Ko si že sama omenila, da leta pač tečejo, nekako si se ponovno zagnala konec lanskega leta po nekaj ponovno zagnala. Rečemo odrsko, no, recimo tako, nekako. Res, ja, z bendom. Vmes je bilo zagotovo eno tako malo umirjenejše obdobje, mogoče tudi obdobje bolj tudi gledaliških predstav, muziklov in tako dalje. Potem tistega albuma Neskončnost, ki je nekakšna retrospektiva. Zdaj pa sem se odločila, da tisti prostor, ki sem ga pred leti ustvarila, skratka prostor nekoga, ki poje ženski rok skupaj s flavto, še vedno obstaja in je prazen in mi je veliko ljudi reklo, naj se vrnem in naj spet odigram eno rundo rokovskih skladb, koncertov in prav na koncu letošnjega leta bom izdala tudi album. Potrebno je bilo seveda nekako zbrati tudi ekipo, so zdaj okoli tebe drugi ljudje, kot so bili seveda konec 90-ih, v 2000-ih najbrž, ne? Ja, pri vsaki rasti, pri vsakem razvoju in oblikovanju novih zgodb, novih albumov mi je pomembno, da najdem sound, pravi zvok in zato so potrebni točno določeni ljudje, ki podobno slišijo glasbo kot jo jaz in danes, na današnji dan tukaj, prav pri vas je nekakšen manjši krst, zato ker imam pač zasedbo, ki sem jo v zadnjem letu sestavljala in prišla končno do tistega zvoka, ki sem ga iskala. Torej kot neka band liderka, ne, z svojimi slušalkami, ki poslušaš. Gre za neke vrste perfekcionizem ali pač ta kilometrina doda svoje, recimo? Oboje je, oboje. In velikokrat rečejo, bolj je kvaliteta kot kvantiteta, jaz bom pa rekla, da mora biti kar oboje. Tudi kvantiteta, zato ker ta prinese potem mojstrstvo v glasbi ali pa tudi enako tudi na drugih področjih. In perfekcionizem zagotovo v glasbi je tam možen, ne? Tam je tako utopičen, perfekten svet, ampak glasba mora biti točno to in nič drugega. No, ti si v glasbeno vpeta tudi poklicno sicer kot profesorica. Kakšna je izkušnja predavati, kazati glasbo, jo igrati, jo živeti, recimo? Ja, jaz sem se odločila, da bom to počela še 3 tedne, potem to zaključujem, ker sem se sedaj, bom tako rekla, v mojem drugem življenjskem obdobju, če razdelimo na pol, ne, in če pomislimo, da bom živela do 100 let, no, bom rekla drugo življenjsko obdobje, fokusiram bolj na ustvarjanje glasbe, novih skladb in manj učenja. Kar se tiče predajanja znanja naprej, pa mi je bila to pač tudi posebna izkušnja zaradi tega, ker prvič sem rekla, da tega sploh ne bom počela in da je to zadnja stvar, ker je moja mama profesorica razrednega pouka pač bila. Drugo pa, da je kar naenkrat prišel čas, ko sem začutila, da moram pač ene stvari, ki sem se jih naučila, predati naprej. Ne, da nekaj je v tebi, ne, kot pač umetnik ali umetnica začuti, da je potrebno nekaj predati, se pravi tekstovno in glasbeno boš vpeta ali odvisno? Vse, ja, čisto vse. Tako, ja. Kar se tiče, če se vrnem samo še na prejšnje vprašanje, ne, je pa tako, da sem izpilila mogoče prav v vokalu in to sem največ učila svoje učence, interpretacijo. In mi je bilo res nekaj posebnega razgraditi v bistvu skladbe na prafaktorje in jih personificirati. Tako da v bistvu vedno je pomembno mi to, da če in ko predajam znanje naprej, da vsak, ki poje neko skladbo, da je res njegova, ne pa da je klon, česar je dan danes preveč naokrog. Res je, ne? Nekako lahko iz same okolice oziroma opazovanja in poslušanja, kot se dejala, dobiš veliko
materijala, ne? Če ne drugega motivacije ali tistega zagona, ampak enkrat je pa potrebno reči, dobro, zdaj je pa dovolj dobro, imaš kdaj s tem težave? Pravi en italijanski producent, zdaj se točno ne spomnim, kateri je to rekel, no, ampak eden od vodilnih, da miksa oziroma pač končnega posnetka ne zaključimo, ampak ga zapustimo, nekaj takega. Torej, v bistvu nikoli ni konec. Vsakič bi nekaj še, pač večino glasbenikov, tistih, ki smo pač res predani. Naslednje jutro, ko se zbudim, najdem sigurno nekaj še, da bi se dalo boljše, ne. Ampak potem se pač je treba enkrat odločiti, dobro, zdaj pa je dovolj dobro in to je to, in spustiti tega otroka v svet. Ja, pa lažje je morda potem reči, ne, tukaj se je, kot si dejala, končalo, ne pa to je končen izdelek, ne, da samemu sebi odpustiš, če morda še kdaj slišiš, da pa nekakšen odtenek pa. Ja, in tisti pomirjujoči občutek se zagotovo potem zgodi na koncertih, ker pa na koncertih imamo 1001 možnost, da vsakič znova skladbo še enkrat zaigramo, še enkrat, in če prvič ni perfektna, je drugič ali pa pač se spreminja in potem res pač pomirja, ne. Zato se spet vračam tisto trditev, ki sem jo prej rekla, da ne samo kvaliteta, ampak tudi kvantiteta. In ko je kvantiteta, je potem človek precej bolj miren. Preden se vrnemo oziroma pridemo k prvi glasbeni želji, z leti se je kaj spremenilo, dobro, otroci so malce zrasli, seveda, ne, ampak si bolj jutranji človek postala, popoldanc ali nočna ptica, kar se ustvarja? Kar se ustvarjena tiče, zagotovo in vedno, ne glede na to, koliko ur spim ali ne, bolj po noči. Zato, ker takrat se svet umiri, manj impulzov, manj detajlov človek vidi in se potem lahko zabubi notri v svoj ustvarjalni prostor in zagotovo po noči. Ja, včasih pa pač niti ni potrebno morda kdaj na uro pogledati, ne? Tako. In ko smo v studiu, pozabimo na čas. Counting Crows, nekako prvo, tudi ne, seveda v 90-ih, konec 90-ih bili nekako na vrhuncu. Te vežejo spomini kaj na to? Counting Crows, še posebej pa tudi ta skladba od Joni Mitchell, ki je ena od večjih, po mojem mnenju, kantavtoric na celem svetu. In ta skladba govori o ekologiji, o tem, kako so spremenili park v parking in kako je to absurdno, da moramo v bistvu uloviti živali v naravi in jih dati v muzeje in potem dati v stopnino, da jih lahko potem spet vidimo, ne. Tako da všeč mi je najprej skladba, potem pa točno to, nek odzven tistih let, ko sem začela tudi jaz sama kariero, in malo tega ameriškega veselja za zjutraj, da ne težim s kakšnimi pretemnimi, temačnimi Pink Floydi. Dobro, hvala lepa, Tinkara, za enkrat. Counting Crows za začetek. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Tinkara Kovač skupaj s svojo zasedbo. Prej smo tudi slišali, da je ekipa zdaj nekako že nabrana, kar pomeni, da bolj pogumno lahko gledaš proti albumu, ne? Singli se nabirajo. Danes zjutraj, ko so nas videli na vhodu na vaš radio, smo šteli vse možičke v tej igrici, kot da bi bila ena video igrica. Prihajali smo z vseh koncev Slovenije, od Trsta, odkoder prihaja ta Giovanni Tofoloni, ki igra basovsko kitaro, in Pavlo Moskovi na bobnih, do Murske Sobote, odkoder je prišla Julija. Vmes smo pa pobrali še v Zrečah Janeza, v Ljubljani pa Petra. Ampak še en dokaz, da je glasba pač univerzalen jezik, ne, kjer se lahko najdejo ljudje, ne glede na to, z katerega konca sveta prihajajo. Če pogledaš proti albumu, si se dala cilj, ne vem, 10 komadov tistih, ali boš gledala na minutažo ali kaj? 10 zagotovo, verjetno več. V zadnjem času zelo veliko ustvarjam in mislim, da bom lahko začela kvečjemu razmišljati o dvojnem albumu. Je pa res, da se bo čisto vse oblikovalo skozi poletje, ker imam dejansko v mislih tudi album duetov, ki je pa že itak trojni.
Drago Mislej Mev se je z mano pohecal, da imam verjetno še več duetov kot Vlado Kreslin. Ja, zanimiv zorni kot z Mefom sicer sodeluje že odkar pomniš. Od svoje prve skladbe naprej, to pomeni od leta 97 z Vetrom z juga. Kar se tiče pa duetov, sem se pa še nekaj spomnila. Vem, da je pred mano na main stageu bila Lara Baruca. No, skupaj bova naredili tudi to skladbo, njen največji hit Ti si se bal. In to zato, ker ne vem, če veste, ima ta pesem prav posebno zgodbo, da je bila leta 99 napisana zame, ampak potem so takrat na EMI izbrali skladbo Zakaj, s katero sem jaz nastopala, ker pa je Danilo Kocijančič napisal tudi to skladbo, ki je bila tudi fajn, so potem rekli, kaj pa če bi jo Lara zapela. No in zdaj po tolikih letih bova skupaj to zapeli. Če lahko temu rečemo, zakopljemo to bojno sekiro, ki ni bojna sekira, ampak ta zanimiva zgodba, ki naju je povezala že takoj na začetku. No, dueti, to so seveda nekateri glasbeniki jih radi izvajate, drugim so včasih pač v neko nujo, morda včasih tudi strani založbe. Strategija, ne? Strategija, ja. Meni je pač sodelovati z drugimi glasbeniki vedno navdih, pač to mi širi obzorje, tako kot vstopam tudi, kot sem rekla prej, v gledališče ali pa v kakšne tudi druge žanre, poskrbim, da mi nikoli ni dolgčas in ne nazadnje mislim, da pač velikokrat v Sloveniji tako enostavno si mislimo, da moramo vsi, da mora vsak od nas vse napisati, besedilo, glasbo, aranžma in tako naprej. Jaz pa verjamem, da ima vsak od nas eno dobro lastnost, ki je recimo boljša od nekoga in da se lahko potem na tak način dopolnjujemo. Pa smo svet prišla k kvaliteti, ne? Ja. Če se še tukaj samo dotaknem enega sodelovanja iz preteklosti, jaz se spomnim še tvojega sodelovanja z Ianom Andersonom iz zasedbe Jethro Tull. Še kakšna naveza tukaj še kdaj v stikih, recimo? Mogoče še kdaj, ja. Ne bi bilo slabo, da zaigramo še kdaj kakšen koncert skupaj. Drugače boš igrala flavto tudi na albumu ali se je bolj izogibaš? Vsekakor, flavta je moja tretja roka in je vedno z mano. Dobro. Tinkara, hvala lepa za enkrat, bom rekel toliko, da se greš pripraviti na tonsko. Potem bomo seveda malce povzeli, kako je bilo in kaj imamo danes zaslišati. Glasbena želja, ki prihaja zdaj Vlado Kreslin in danes Končnih sanj, tudi skladba, kot si prej omenila, če navežem, ki je ni napisal sam, jo je pa zelo dobro izvedel. No, to je to. To je prav idealna, odlična formula za dober komad, tak, ki ostane zavedno. Hvala lepa za enkrat in se vidimo čez pol ure. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Tinkara Kovač nazaj v studiu. Nastavili zvok, nastavila ušesa, vokal, vse? Vse štima, vse pod kontrolo. Moram se zahvaliti Radiu Slovenija International, da me toliko vrtite. Dobivam klice z raznih koncev Slovenije. Največkrat me Anika Horvat pokliče in reče, spet si bila po radiju. Hvala res za vse vaše minute radijskega etra, tudi danes za povabilo. Komaj čakam. Danes je zame prav poseben dan, tudi zato, ker nekako s to zasedbo začenjam eno tako lepo popotovanje, ki bo, verjamem, trajalo kar nekaj let. Torej, zasedba bo torej igrala tudi vse, kar se ima zgoditi na albumu. Malce sva se ga že prej dotaknila, nisva pa še dejala, v zadnjih časih, seveda v zadnjih letih je zelo popularen pač digital download, pa se zelo malo izdaja tudi v fizični obliki. Ti si se odločila, da boš tudi v fizični obliki izdala? Ja, v fizični obliki album duetov Jagodni zbor. Ne morem pa vsega izdati, zato ker bi bil to potem trojni album. Zato bomo imeli dve izdaji. Ena bo fizična, kjer bo res dejansko izbor teh nekih skladb, najosnovnejših nekih sodelovanj, ki pašejo skupaj, ostalo bo pa potem tudi v digitalni obliki, v neomejenem številu pač. Vizualna podoba, videospoti in te reči, to ti je tisti dodatek, ki ga sama tudi želiš dodati k zgodbi skladbe, ali ti je to nek nujna reč, ki pride zraven? To spada zraven, je pa res, da kot je rekel sodobnik Umberto Galimberti, to je italijanski filozof,
da včasih smo bili homo sapiens, zdaj smo pa homo videns, kar pomeni, da včasih smo razmišljali, veliko bolj poslušali, zdaj pa bolj gledamo, ne. Zato potem je zelo nenavadno in se kar nekako ne morem navaditi, da ko pridem na radio, da se me tudi vidi, ne. Jaz sem tak analogen tip človeka, ki izviram tudi iz take družine. Moj oče je delal v kinu v Kopru, moja mama je bila knjižničarka, nono je delal v tiskarni in tako dalje in smo bili vedno bolj usmerjeni v poslušanje, branje, veliko manj pa gledanje. Tako da moja popotnica za danes, ugasnite ekrane in tako očistite ušesa, kot bi rekel Mozart, ne? Ne imeti kosmatih ušes, ampak s čistimi, lepimi ušesi in čisto dušo, evo, se prepustite tem radijskim zvokom in svetovom, ki vas lahko popeljejo kamorkoli. In zdaj, ko si že tako lepo zapeljala to tematiko, bilo je potrebno narediti neki izbor, ne? Kajti časovna omejitev pač je, si pogledala malce v preteklost, pa malce v sedanjost, ali kako? Tako, ja, izbrala sem ene najprepoznavnejših skladb, ki so zaznamovale prav to mojo rokovsko pot. Seveda bi jih lahko nanizala še več, ampak v osnovi sem nekako gledala, da zastopajo vsa moja življenjska oziroma glasbeno obdobje in obenem imajo rdečo nit. Si jih malce preoblekla v obleko leta 2025, recimo? Zagotovo, tudi zaradi benda, vsak glasbenik malo drugače zaigra in tudi svet pač vsak dan drugače zveni, ne? Tako da vsekakor je malo drugačen zvok, ampak ne preveč. Kaj pa tile odrske izkušnje, odrske želje, nastopi, če pogledaš nazaj, festivali, open air, lastni koncerti, kje je tisti naboj, recimo? Meni je v bistvu v enem obdobju bilo zelo lepo nastopati za manjšo publiko. Tako kot recimo Dela Mlakar, 50 jih ima in če je en več, se že razjezi. Dobro, jaz se ne jezim tako, ampak mi je pa všeč, da je stik s publiko in takrat tudi dobro pride, ko se zaigra neke nove skladbe, je to odličen test, ne, za njih. To je tudi Adi Smolar pravil, pa tudi Jani Kovačič, da čim prej v taka intimna prizorišča z novimi skladbami, ker takrat začutiš, če si prav naredil in če lahko še kaj popraviš. Kar se tiče pa nasplošno vseh možnih odrskih izkušenj, je bilo parih zelo tako, da izstopajo, ne, po različnih atributih. En je bil ta, da sem nastopala pred papežem in je bilo v živo na trgu 185,000 ljudi, obenem pa je bilo to v neposrednem prenosu po celem svetu. In vse v živo, s flavto, z orkestrom, tako da kar zanimivo, da pred nastopom nisem imela treme in sem si jo malo umetno ustvarila, da mi je potem pomagala pri koncentraciji. No, drugi pa, ki ga sigurno tudi ne bom pozabila, ki je tudi kar zanimiv, da velikokrat pravimo, da je treba iti po svetu, da srečamo ljudi in tako dalje. No, meni ni bilo treba, jaz sem ostala v svojem rojstnem kraju Kopru in je prišel Robert Plant in sva potem tam skupaj odpela par njegovih skladb. Tako da si tudi glasbo, v kateri si nekako odraščala z svojimi, pa mogoče lahko rečemo idol ali pa vzornik, morda kakorkoli bolj, je nekaj poseben, ne? Čutiš neko ponižnost morda? Idol in vzornik mi niso bile nikoli všeč besede, to so močne besede. Se mi zdi, da postavlja neko hierarhijo, ne? Bolj smo kolegi, ki navdihujemo en drugega. Zato je tudi v glasbi ponavadi pri sodelovanjih bilo tako, da se je malo, ne, vse tisti vrhunski umetniki kot enakovredne, ne, nihče ni rekel, dobro, punca, zdaj pa ne, vso hvaležnost boš izlila za to, da si prišla tukaj na oder, ampak so se zavedali ti stari mački, če rečevo, ne, da tudi oni ostajajo mladi zaradi novih generacij, na katere se glasba prenaša. To je res. Je pa tudi prisotna seveda hvaležnost, ne pa ponižnost, no, tako bom rekla. Hvaležnost pa zagotovo. Za vsako minuto, ko se lahko ukvarjam z glasbo, ko je to moj poklic, to je zame največji privilegij. Zanimivo mi je, prej si omenila tako Mlakarja kot Smolarja, Kovačiča,
spravi kant avtorje, ne? Torej ta kant avtorski pristop ti rada ohranjaš. Ja, meni je pri glasbi najbolj pomembno, če bi morala izbirati, no, vse je celota in tako dalje, ampak najprej poslušam besedilo, kaj mi želi neka pesem povedati in žal je okrog preveč slabih tekstov oziroma tisti, ki se ponavljajo in govorijo vedno eno in isto, žal kdaj tudi taki, da so na nivoju, ne vem, prve triade osnovne šole, no, zato rada poslušam in predvsem se najdem v takih skladbah s takimi tehtnimi teksti, kot jih imajo oni, ali pa recimo bi lahko tudi izpostavila Marka Breclja, on mi je bil tudi ključen recimo na moji poti, pa zdaj se govori v zadnjem času k sreči tudi o Pengovu, kar je odlično. Ja, odpotovanje in koktejl oziroma imbecilni, vumbacilni sta definitivno kot knjigi na polici, tudi sam se s tem strinjam. Kar se samega ustvarjanja glasbe tiče, če se zdajle bi usedla doma na kavč, pa bi rekla, ok, zdaj si bom pa nekaj za dušo zavrtela, kaj bi vzela iz glasbene police, recimo? Ni nujno samo en odgovor, ampak... Ja, nekaj skladb bomo že danes in smo zavrteli, ne? V zadnjem času sem pa z veseljem opazila, da se Mija Žnidarič vrača na odre in sem takoj pobrskala in našla datum in sem šla na njen koncert. V bistvu sem mi podarila ne samo šopek, ampak eno drevo. In ona je bila tista, ki me je na začetku tudi tako navdahnila. Izvirala sem iz različnih žanrov, v tem primeru džeza, in zame ona je v bistvu kraljica slovenskega džeza in jo prav pogrešam, no? Tako da upam, da bo še kaj novih stvari naredila, čim več koncertirala, in danes sem si prav od nje tudi zaželela eno skladbo, za katero je besedilo napisal Feri Lainšček. Ja, jih bomo tudi zavrteli malce kasneje. Imava tukaj recimo tak zanimiv vzorec, ne? Glasbenike za glasbenike, ne? Pa potem glasbenike, ki so predvsem samo za publiko, ne? To je tak zelo zanimiv odziv, recimo, ne? Ja, v Sloveniji je to malo problem, zato ker že to, da se lahko vzpostavi država z vsemi parametri neke države, bi bilo potrebno veliko več kot samo 2 milijona ljudi, ne? In to se potem pozna pri teh marginalnih žanrih, ne? Ki so žal tudi kdaj jazz, pa še kakšni drugi, in to ne pomeni, da so to pač nepopularni žanri, pač premalo je kritične mase enostavno. In zato v Sloveniji res občudujem tiste glasbenike, ki obstanejo, čeprav niso na prvo žogo in čeprav niso v bistvu, ne vem, reklamni panoji na socialnih omrežjih, ne. In super je, da obstajajo, zato ker oni delajo hrbtenico neki glasbeni sceni. In nekaj se pa, ne, dobro, da se dela na dolgi rok, ne. Tako. Z neko refleksijo, retrospektivo in neko vizijo, ne. Ja, veliko skladb v popu danes, ne, se potem slabo postara, temu rečemo, ne, dobijo gube in so vsi zgrbljeni in tako naprej, kar se pa v kvalitetnejši glasbi ne zgodi nikoli, ne. Tisto, ne vem, en komad od Louisa Armstronga, What a Wonderful World, lahko zavrtimo kjerkoli, kadarkoli, ne glede na barvo kože, ne glede na potni list, starost, bo vedno funkcionirala, ne. So pa potem kakšne druge skladbe, ki so muhe enodnevnice in vzdržijo samo eno poletje, kar pa tudi nič ni narobe, vse to je glasba, glasba je odraz naših življenj, je tudi zabava, ampak mislim, da je danes preveč zabave, ne. Tudi Roger Waters recimo je izdal album, katerega naslov je Amused to Death, ne, da tako se bomo močno zabavali in tako nas ne bo brigalo, da bomo umrli, ne, kmalu od tega in ne bomo nič pustili za sabo. To vsekakor ni moje glavno vodilo oziroma skozi svojo glasbo skušam sporočati še kaj drugega. Ja, in če glasba potem lahko povezuje ljudi in jih pripelje skupaj na koncert, ne, je nekako tudi tvoj namen dosežen, ne, si lahko s feedbackom tudi zadovoljna. Tako je pa zanimivo, ne, da sva se že prej malo dotaknila tega, kaj se je spremenilo, ne, in v roku se je zagotovo danes spremenilo, ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu to, da včasih je rok pritegnil mase, danes je pa rok postal intimnejša stvar, danes rok nagovarja posameznike. In
tudi na ta način lahko naredi dosti spremembe. Zato, ker ko se recimo kot neka religija zgodijo neki Rolling Stonesi ali pa Beatli na drugi strani in ko se sošolcem daje ta, kdo si ti, tega danes več ni, ne. Torej rock nagovarja individualno in če tako malo pogledamo in poslušamo, se ne nazadnje tudi najbolj uspešne pevke na svetu imajo veliko teh elementov in ko poslušamo, ne vem, koncerte Taylor Swift, se potem včasih res vprašam, pa je to res pop. Jaz mislim, da tiste kitare zadaj kar močno žagajo, da recimo enih Maneskin, ki so tudi se v zadnjih letih zelo vzpostavili na svetovni sceni, niti ne govorim. To je dobra novica. Zakaj? Zato, ker ljudje niso več tiho, ne pojejo samo o tem, kako je fajn in kako bo nekdo povabil na ples, ampak rock je nekaj bolj angažiranega, nekaj, kar zakriči, pove na glas, da je mogoče treba kaj spremeniti, oziroma je lahko naš svetilnik. Ja, včasih so se ljudi zbirali in tudi na protestih rock koncertov, kot so dejala. Dobro, daj vas malce glasbeno oddahniti. Sheryl Crow, Steve McQueen, tudi Sheryl je prisotna že zelo dolgo. Ja, jaz sem slišala tlele, da imate na severu obrnjeno pisarno, pa sem se odločila, da prinesem vanjo malo kalifornijskega sonca. Dobro, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Čas teče in veselimo se seveda, da je že manj kot pol ure do koncerta, ob 10:15 štartaš. Kaj bomo najprej slišali? Prva skladba bo Ljubezen je padla z neba, to je skladba, ki mi jo je napisal Danilo Kocijančič na mojem albumu Vsake svoje sreče Kovač. In takrat sem ga povabila, zato ker je večinski avtor bil na začetku moje kariere kar ključen, da mi napiše še eno skladbo skupaj z Dragomislejem Efom. Je pa po tekstu to verjetno nadaljevanje skladbe Vetra z juga. Tam je notri zgodba lepe vide, ki odide od doma. No in pol sem rekla, pri Ljubezen je padla z neba, se vidi, kaj je, ko se vrne nazaj. Ne? O, Bog ne daj, da se bi vrnila. To ni bila dobra ideja. In ja, velikokrat potem se tudi kar zadržim, da ne razlagam vsebine teh različnih mojih tekstov, ker koga kar malo zamori in si misli, jaz sem pa mislila ali pa mislil, da je to nekaj bolj romantičnega, ampak ja, je tudi dosti teme, kot pa tudi v življenju pač. Ja, neki yin-yang v bistvu mora biti, da bi svet obstal, ne? Mislim, ja, dialog med glasbenikom in publiko, ki jo nagovarja, mora biti. Jaz mislim, da če pač govorimo samo, kako je vse fajn, kako je vse v redu in tako hopsa, tralala, da ne spreminjamo sveta in ne rastemo. Ja, nekaj pa je tudi fajn, da se prepusti lahko interpretaciji. Absolutno, kot si dejala, da ni... še najslabše v bistvu razlagati tekste. Ja. Zato, pa da ni tekst, kot si dejala, na ravni, ne vem, do 3. razreda osnovne šole, kjer interpretacija dodatna pač ni več možna, ne? Ja. Ker je pač vse povedano. Jaz sem v zadnjem času, ker sem pač malo to raziskovala, ugotovila tudi, da veliko glasbenikov dela glasbo preko umetne inteligence in se to začuti. In potem kar naenkrat en komad, ki tehnično zveni okej, čutiš zadaj, da sploh nima duše. In pravijo, da publika pač mora biti kultivirana in tako dalje. Jaz mislim, da ne, nič od tega. Vsi so publika in vsak potem začuti. In se čuti. Če je glasba dobra, če je globoka, pride zagotovo na pravo destinacijo. Ja, če zdaj malce parafrazirava na Prešerna, ne, veš poet svoj dolg, ne, oziroma veš glasbenik svoj dolg najprej do sebe, ne, potem pa seveda do tega, ne, ker glasbo na začetku ustvarjaš iz nekega lastnega vzgiba in zase, ampak kot si dejala, da pa ni ta glasba za nikogaršne ušesa, pa tudi ni. Ja, tudi ni namen. Tako. Dobro, hvala lepa, Tinkara, za obisk. Ekipa je pripravljena, ti si pripravljena, koncert bo zagotovo in pa veselimo se tudi albuma jeseni. Tako, hvala tudi vam. Jaz imam tak dober občutek danes, da bo nastal tudi kak posnetek, ki ga bom potem lahko uvrstila na svoj live album, ki pa tudi obenem nastaja. Tako da hvala še enkrat za povabilo, lep dan in se slišimo kmalu v živo. Hvala lepa. Radio SI Main Stage.